Najlepša hvala, Gregor, za besedo. En lep pozdrav vsem skupaj še enkrat iz Celja. Upam, da se slišimo in da se vidimo. Moje ime je Anja Prša in bom predstavila prispevek, kje jih lahko najdemo. Hramba istovrstnih dokumentov pri različnih ustvarjalcih. Prispevek sva napisali z magistro Hedviko Zdovc skupaj. Samo sekundo. Tako. A se vidi zdaj? Je v redu? Jaz mislim, da se vidi, ja. Ok, dobro. Se opravičujem. V glavnem, glavno raziskovalno vprašanje tega prispevka je, kje oziroma pri katerih ustvarjalcih arhivskega gradiva se hranijo dokumenti povezani s priznanjem oziroma ugotavljanjem očetovstva. Za iskanje odgovora na to vprašanje je bilo treba ugotoviti, za kakšne postopke gre, kako potekajo, kakšno gradivo nastaja in kako pride do podvajanja dokumentov pri različnih organih. V ta namen je bilo treba preučiti področno zakonodajo, ugotoviti pristojnosti in potek postopkov ugotavljanja, izpodbijanja in priznanja očetovstva. Uporabili smo metodo intervjuja in metodo anketnega vprašalnika. Upravni enoti Celje, Centru za socialno delo Celje in okrožnim sodiščem sva zastavili vprašanja glede postopkov priznanja in ugotovitve očetovstva, vprašanja glede vpisa v matični register, vprašanja o gradivu, ki pri postopku priznanja in ugotavljanja očetovstva nastaja, in vprašanja o sodelovanju med pristojnimi inštitucijami. Po analizi odgovorov sva rezultate ankete in intervjujev vključili v sam tekst, kjer so tudi bolj podrobno predstavljeni in bodo objavljeni v zborniku te konference. Povezanost upravnega poslovanja med različnimi institucijami ima za posledico, da se istovrstni dokumenti hranijo pri različnih ustvarjalcih dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pri vrednotenju se zato pogosto postavlja dilema, ali podvojeno gradivo določiti kot arhivsko pri vseh ustvarjalcih ali samo pri tistih, pri katerih se upravni postopek zgodi oziroma začne. Če se vrnemo v leto 1984, so bili v priročniku za strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, predstavljeni kriteriji vrednotenja dokumentarnega gradiva. Med njimi je tudi načelo, ki govori o vrednotenju prav tega podvojenega in prepletenega dokumentarnega gradiva. To načelo od teh problematiki pravi, pa citiram: v načelu bomo podvojeno gradivo vrednotili kot arhivsko pri eni enoti oziroma organizaciji, ki je bila pobudnik zadeve oziroma vprašanja. Konec citata. Zdaj tega načela ni mogoče v celoti zasledovati, predvsem ko govorimo o področju pravnih notranjih zadevah, katerih postopki neposredno vplivajo na pravno varnost fizičnih oseb. Zdaj, izmed mnogih primerov, kjer se to podvajanje in prepletanje dogaja, sva s Hedviko izbrale ravno postopek priznanja oziroma ugotavljanja in izpodbijanja očetovstva in materinstva, saj je bilo to vprašanje zastavljeno tudi v eni izmed medarhivskih delovnih skupin. Torej, kaj sva glede teh postopkov ugotovili v najini raziskavi? Ugotovili sva, da so najmanj 3 organi, ki vodijo postopek ugotovitve oziroma priznanja očetovstva. In to so matični uradi, ki delujejo v okviru upravne enote in so pristojni za vpis matičnega dejstva v matični register. Predtem so matični uradi delovali v okviru skupščin občin, še prej občinskih ljudskih odborov in še prej okrajnih ljudskih odborov. Potem naletimo tukaj na centre za socialno delo, ki pri priznanju očetovstva in določitvi preživnine nudijo pomoč in svetovanje v skladu z zakonom in javnimi pooblastili. Pred njimi so te naloge upravljale občinske skupnosti socialnega skrbstva v okviru skupščin občin, v 60-ih letih pa te naloge upravlja odsek za zdravstvo in socialno varstvo, organiziran pri občinskem ljudskem odboru.
Nazadnje imamo tukaj še sodišča. Okrožna sodišča vodijo postopek ugotavljanja oziroma izpodbijanja očetovstva. Tukaj se pa prikradejo tudi okrajna sodišča, pa bomo videli malo kasneje, v katerih primerih. Na to naj je zanimalo, za kakšne postopke gre in kakšno gradivo tukaj nastaja. Ugotovili sva, da gre za dva ločena postopka. Eden je sodni postopek, kjer se očetovstvo ugotavlja, drugi pa upravni postopek, v katerem se očetovstvo prizna. Priznanje očetovstva je tako enostranska oziroma prostovoljna izjava volje moškega, ki jo lahko poda pri Centru za socialno delo pred matičarjem ali v oporoki oziroma v kakšni drugi javni listini. V primeru, da je bilo priznanje očetovstva dano pred matičarjem, ta napiše o tem zapisnik in matično dejstvo vpiše v register. Vso gradivo se hrani na matičnem uradu oziroma upravni enoti v zbirki listin, kjer najdemo dokumente, kot so prijava rojstva, zapisniki o priznanju očetovstva in sodne ugotovitve očetovstva. Če se priznanje očetovstva opravi na Centru za socialno delo, mora pristojni center opraviti več uradnih dejanj. Ob izvedbi posameznih postopkov nastanejo in se hranijo dokumenti, kot so poročilo o nezakonskem rojstvu, dopis o ugotavljanju očetovstva, prošnja za vpis zaznamka v rojstno-matično knjigo in še bi lahko naštevala. Zaradi reorganizacij državne uprave je bilo skozi leta področje socialno-skrbstvenih storitev v domeni različnih upravnih organov. Zato je bilo tudi evidentiranje in odlaganje zadev v arhivske depoje pod različnimi klasifikacijskimi oznakami. Več o teh klasifikacijskih oznakah in znakih si lahko preberete več v najinem prispevku, kjer je Hedvika dobro naredila ta historični pregled sprememb klasifikacijskih znakov. Če se vrnemo nazaj na tematiko, moški lahko prizna očetovstvo tudi v oporoki, ki se lahko hrani pri notarju, pri sebi doma ali pa je v hrambi pri sodišču. V slednjem primeru je to del oporoke in se razglasi v zapuščinskem postopku. Za zapuščinske postopke pa je pristojno okrajno sodišče, tako da najdemo tudi v fondih okrajnega sodišča v določenih primerih te izjave. Če se očetovstvo ne prizna enostransko oziroma prostovoljno, lahko pride do sodnega postopka za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva z vložitvijo tožbe oziroma predloga ene izmed udeleženih strank na pristojno okrožno sodišče. V spisih nastaja gradivo dveh vrst. Gradivo, ki ga vložijo udeležene stranke v sodnem postopku, kot so predlog, odgovor na predlog, stroškovniki, ugovori, pritožbe in tako naprej. In gradivo, ki nastane pri samem sodnem postopku. Tukaj govorimo o raznih odredbah, sklepih, zapisnikih o glavnih obravnavah, zapisnikih o zaslišanju prič, sodbah in končnih sklepih. Če v postopku sodeluje Center za socialno delo in izvedenci, se v spisih hranijo tudi njihova poročila in mnenja. Od leta 2019 naprej se postopki vodijo kot nepravdni postopki pri okrožnih sodiščih in se tudi vodijo v vpisniku N. Pred letom 2019 so se vodili kot pravdni postopki v okviru vpisnika P in če se vrnemo malce v preteklost, vpisnik G. Torej, do podvajanja dokumentov prihaja zaradi sodelovanja med Centri za socialno delo, matičnimi uradi in okrožnimi sodišči, ki pri reševanju ali obravnavanju zadev potrebujejo določeno dokumentacijo, pridobljeno bodisi po uradni dolžnosti, bodisi jo dostavijo udeležene stranke. V primeru, da je bilo priznanje očetovstva dano pred matičarjem, kot smo videli prej, ta na podlagi zapisnika naredi vpis matičnega dejstva v register.
Če pa je bilo to priznanje očetovstva dano na podlagi odločbe oziroma druge javne listine, mora organ, ki je to javno listino oziroma odločbo izdal, dostaviti oziroma posredovati matičnemu uradu v 15 dneh od pravnomočnosti oziroma od izdaje dokumenta. Zdaj tukaj noter padejo tudi končne odločbe okrožnih sodišč. Sodišča pa so dolžna svojo odločitev poslati v primeru mladoletnosti otroka tudi Centru za socialno delo. Tukaj smo naredili en takle pregled, kako in kam potujejo te razne odločbe. Malce je zapleteno, ampak življenje ni potica. Pa dajmo za zaključek, kaj smo ugotovili, da sta to dva ločena postopka. En je upravni, drugi je sodni. Dejstvo je, da na področju družinskega in dednega prava ima priznano, ugotovljeno ali izpodbito očetovstvo večplastne posledice. To vrstno gradivo ima trajen pomen za pravno varnost fizičnih oseb, tudi to je dejstvo. Kot smo ugotovili, se končne odločbe in gradivo z področja priznanja oziroma ugotovitve očetovstva hrani tako na matičnem uradu, Centru za socialno delo in okrožnem sodišču. Pri reševanju vlog za raziskovalce in reševanju vlog za upravne namene to vrstno gradivo iščemo v fondih prej omenjenih ustvarjalcev oziroma njihovih predhodnikov. Zaradi izjemne pomembnosti tega gradiva sva s Hedvigo mnenja in predlagava, da se obravnavane zadeve kot arhivsko gradivo ovrednotijo pri vseh omenjenih institucijah in se prevzemajo v celoti. Upam, da je najin prispevek pripomogel k boljšemu razumevanju teh postopkov in k lažjemu vrednotenju tovrstnega gradiva. Hkrati pa dal nek širši pogled, v katerih fondih naj se gradivo z naslova priznanja oziroma ugotovitev očetovstva išče. Na tej točki bi se zahvalila za vašo pozornost in besedo predajam nazaj Gregorju.